Novomeški sakralni abonmaja je novost v dolenjskem prostoru. Na drugem koncertu so se v frančiškanski cerkvi predstavili člani frančiškanskega komornega zbora Kut Hugolin Satner pod vodstvom Mateja Burgerja. Na orglah se je predstavil Dušan Ješelnik, solisti pa so bili Kristina Berus, Kristina Kastelic, Eva Bek, Matevž Barbič, Tomaž Kavšek, Matjaž Strmole, Blaž Strmole in Neža Turk. Frančiškanski komorni zbor deluje od leta 1995, leta 2000 pa smo ustanovili tudi kulturno društvo. Zbor šteje približno 35 članov, število članov se tokom leta spreminja. Vsako leto pripravimo božični koncert, to je prav na Božič 25. decembra in to je naš najodmevnejši nastop, ki ga imamo. Drugače pa delujemo tukaj v frančiškanski cerkvi, pa občasno sodelujemo še kje. Potno se zanese tudi že v Rim in pa v Berlin. Tokrat smo se predstavili s postnimi pesmimi in Kirijem iz Raterjevega rekvijema, pa Pije Jezu iz Vebrovega rekvijema, pa na program smo dali tudi nekaj marijinih pesmi. Vaje potekajo enkrat tedensko in sicer ob nedeljah zvečer. Za vsako skladbo pravimo različno časa, odvisno od zahtevnosti in dolžine same skladbe. Skladbe zbiramo glede na letni čas, število članov zbora, se pravi dolžino skladb, koliko časa imamo na voljo, da izvadimo program. Novomeški sakralni abonmaj je za Novo mesto pomemben, ker s tem tudi sakralno glasbo predstavimo širši javnosti, širši publiki, tako da lahko tudi slišijo in pridejo na koncerte sakralnega abonmaja vsi prebivalci Novega mesta, okolice oziroma vse Dolenjske, ker delamo reklamo po vse Dolenjski oziroma novomeški škofiji in vabimo na koncerte ljudi iz celotne novomeške škofije. Lepo vabimo na naslednji koncert, ki bo v sredo 24. aprila ob 19:30 v Novomeški stolni cerkvi. Takrat se nam bo predstavil kvartet rogov Slovenske filharmonije, potem pa imamo v mesecu maju tukaj še zbore in orkester Zavoda svetega Stanislava in potem v mesecu juniju vokalno skupino Medzo iz Novega mesta. Potem pa po počitnicah v mesecu oktobru nadaljujemo naprej z zborom svetega Nikolaja iz Litije, v mesecu novembru s koralnim zborom Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani in leto zaključimo v decembru z zborom Slovenske filharmonije.